Najprej seveda tukaj v moji sredi pozdravljam vse sodelujoče. Ta okrogla miza je namenjena spoznavanju Iveta Šubica malce bolj zasebno, ker so tudi to seveda plati, ki so izjemno zanimive. In glede na to, da imamo tukaj Majo Šubic, Ivetovo hčerko, Nives, Ivetovo pastorko in pa nenazadnje tudi kolega iz slikarskih vod oziroma iz umetniških vod, torej Simona Mlakarja in pa Hermana Gvardjančiča. In pa glede na to, da smo že pri prvi okrogli mizi na začetku Hermanu Gvardjančiču zaploskali ob čestitkah, ob prejeti Prešernovi nagradi, pa ga ni bilo med nami. Tako da, evo. Zdaj pa bom tudi najprej seveda malce predstavila vsakega izmed sodelujočih, potem pa pač nadaljujemo s pogovorom. In sicer najprej bom predstavila Majo Šubic, hči Iveta Šubica, slikarka, ilustratorka, avtorica številnih javnih fresk, trenutno tudi predsednica Združenja umetnikov Škofja Loka. Zadnja leta ustvarja tako imenovane prenosne freske, v katerih se posveča predvsem naravi in naravoslovju. Njeno ustvarjanje obsega tudi dela v akvarelni in grafični tehniki, ilustrirala je preko 20 samostojnih knjižnih izdaj, med zadnje izdane sodijo tudi ilustracije za dramatizacijo Visoške kronike v poljanskem narečju, ki jo je napisal Andrej Šubic, redno objavlja v najvidnejših slovenskih otroških in mladinskih revijah, sodelovala je tudi na mnogih razstavah, kot samostojna ustvarjalka pa živi in dela v Škofji Loki in Poljanah. Nives Lunder, hči Seli Devreja Šubic in pastorka Iveta Šubica. Z njim se je spoznala pri 6 letih, njegova prisotnost pa je vplivala tudi na marsikatero odločitev, med drugim celo za izbiro študija biologije, čeprav je kasneje po letih službovanja na šoli svoj poklicno pot preusmerila v grafično oblikovanje, kjer deluje še danes. Z možem Tomažem Lundrom sta pred leti namreč ustanovila studio za fotografijo in oblikovanje. Nives je tudi sodelavka in oblikovalka loških razgledov mnogih knjig, med temi tudi Kamniti moj Lojzeta Zupanca, številnih učbenikov, pedagoških pripomočkov, s čimer na nek način posredno združuje tako dediščino mame Seli kot Iveta Šubica. Simon Mlakar, akademski slikar, nekdanji predsednik Združenja umetnikov Škofja Loka, v svojem ustvarjanju zavzema kritično držo do nekaterih tem. V svojih delih je tako že v zgodnjih 80-ih letih, poleg krajinskih veduktih, žitij in delavskih prizorov, obravnaval tudi prizore različnih političnih manifestacij, značilnih za čas socializma, in se naslanjal tudi na značilno estetiko socialističnega realizma. V svojih delih komentar stanja družbe širi tudi na kontekst sodobne urbane potrošniške družbe, kamor upelje humor, estetiko pop-arta. Iveta Šubica je spremljal od mladega in z njim sodeloval v Združenju umetnikov Škofja Loka, kjer je Simon Mlakar še zmeraj zelo aktiven član. Herman Gvardjančič, akademski slikar, tudi nekdanji predsednik Združenja umetnikov Škofja Loka, od leta 1991 je bil samostojni kulturni delavec, med letoma 1986 in 1997 je predaval risanje in slikanje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, leta 1996 je bil imenovan za rednega profesorja in predstojnika oddelka za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Ives Šubic ga je z ilustracijo navdušil kot mladega bralca Cicibana, kasneje pa sta se srečevala tudi kot kolega in sodelovala v Združenju umetnikov Škofja Loka. Tako, z vprašanjem bom pa najprej začela na tej strani pri Maji. In sicer, Maja, čisto na začetku, kako to, da si za takšno obletnico, torej 100. obletnico rojstva tvojega očeta Iveta Šubica, predlagala ravno razstavo ilustracij? Iz 2 razlogov. Prvi razlog je bil ta, da ilustracija nekako, njegova se mi zdi tako lep in mogoče sodobnim generacijam, zdajšnjim, nepoznan, ker tudi knjig se toliko ne bere, in tako, da bi se mi zdelo, da bi ta ilustracija, ki se mi zdi pač
enakovredna njegovim slikarskim dosežkom, da bi se jo izpostavilo. Po drugi strani sem pa videla prav priliko, kar se je pač inštitucija ponudila za sodelovanje, da se naredi neko resno študijo o pač tem delu njegovega opusa. Mi smo kot družina pred leti izdali to knjigo, v kateri se namenoma nismo lotevali tega polja. In tukaj ker je pač to res zelo obsežno in na tem mestu so ti še enkrat ti čestitam in zahvaljujem za vse to. Nekako se mi je zdelo to tudi priložnost, da se nekako to, ki je zvezano tudi z veliko sredstvi, izvede. Super, Maja, hvala. Zdaj pa bova šli malce nazaj v tvoje otroštvo, ko sta z očetom oba znala Martina Krpana na pamet. In kako je izgledalo otroštvo na mesto v vrtcu kar v očetovem ateljeju? Tudi imaš zelo žive spomine na različna druženja pri vas doma in tako naprej. Čakaj, da jaz povem. Ja, sej. In naredim uvod, veš. In zato je nekako Maja pripravila tudi en zapis, ki ga bo sedaj z nami tudi delila. Ob kateri priložnosti morda Maja še poveš, je bil to zabeleženo? To sem jaz enkrat lansko leto čisto pač tudi pišem včasih in sem to enkrat napisala prav v tem ateljeju in ni bilo nikoli mišljeno niti, da bo to šlo kdaj v javnost. Ampak tole se mi zdela taka priložnost, da to preberem. Na računalniku imam pa zato, da boste videli, da je to 5 strani. Naslov je Skrivališče. V vrtec nisem hodila. Dopoldneve sem preživljala v očetovem ateljeju. Imela sva gramofon in nekaj LP plošč. V glavnem sva poslušala Martina Krpana, ki ga je s svojim glasom v barvi skorje sveže pečenega kruha bral Stane Sever. Znala sva ga na pamet in so večkrat pritegnila tekstu. Oče je slikal za svojim stojalom, jaz pa sem na majhni pručki za štokrlom risala s flomastri. Nisem imela posebne domišljije. Risala sem punčke, ptičke in drevesa, včasih kako kravo. Na vsaki sliki je bilo sonce, ki mi ga je oče prepovedal slikati v kot papirja. Najraje sem se podpisovala. Jaz sem nekaj časa obračala narobe. Ko sem se risanja naveličala in ko se je Martin Krpan odvrtel mogoče že 6. tistega dne, sem zlezla pod njegovo ogromno delovno mizo, ki je stala na 2 kozah. Rada sem čepela tam spodaj. Na različne stranice sem si nalepila pisane papirčke, na katere sem napisala kuhinja, zajčkova soba, ježkova soba, kopalnica. Z narobe obrnjenim jejem, seveda. Potem smo se z ježkom in zajčkom, ki je bil čisto majhen in imel svojo modro mizico z odprtinicami v obliki zvezdic, kamor si lahko dal drobne vilice, žličke in nožek, plazili od sobe do sobe in tam počeli to, kar se v teh sobah počne. Včasih so prišli obiski. Gledala sem tudi tuje noge v vsakovrstnih čevljih, kako so naredile par korakov, se ustavile, pa spet malo prestopile. Slišalo se je prijazno govorjenje, vsebina pa nas ježka in zajčka in mene nikakor ni zanimala. Počutili smo se varno. Vem, taka zavetišča je imel skoraj vsak otrok, nič posebnega, tudi zajčka in ježka, ampak noge. Noge so bile pa od Kardelja, Franceta Bevka, Toneta Pavčka, Franceta Kosmača, od Bora Gostiše in Nine Gazibara, od Nika Grafenauerja in Dubrovka Tomšič. Njeni čevlji so bili rdeči, zraven Kardeljevih pa je bila še palica za povrh. To je to. Odlično, hvala Maja.
glede na to, da si res očeta spremljala pravzaprav iz plenic ven, če rečemo temu takole, je zagotovo tudi ta tvoja prisotnost, stalna prisotnost pravzaprav, spremljanje v prvi vrsti zagotovo vplivalo tudi na tvojo odločitev, da postaneš umetnica. Kaj bi rekla recimo, v kolikšni meri pa je pravzaprav oče botroval k temu? Sama si enkrat omenila, da ko si mu nekako povedala o tej odločitvi, ni bil ravno najbolj vesel. Ja, rekel je, da pač, če je to moja odločitev, da sicer ne nasprotuje, vendar je pa rekel, da se moram zavedati, da je to ena najtežjih poti, ki se jih človek izbere. Danes lahko to potrdim, sicer ne vem, kakšna je od rudarja, ampak vseeno, rekel je pač, da je to večno, negotova pot, pa ne samo v finančnem smislu, kot pa tudi v nekem potrjevanju in razmišljanju o samem sebi. Tako da verjetno je to v mislu. Potem, ko sem se odločila, ko je pač odločitev padla, me je vedno podpiral in bodril tudi moje sošolce, prijatelje, tako nekako skupaj. Tudi nekako je, ko sem jaz hodila na akademijo, je zelo nekako bil vesel, ko so prišli moji sošolci in se z njimi tudi pogovarjal veliko, Lahko pa še povem, da je naredil, najprej meni je naredil vedno sendvič za na akademijo, pa so tudi drugi sošolci videli, kakšne dobre sendviče. Potem jaz sem nosila že pol ruzaka, teh 4, 5 in vem, da je recimo Mari Vrenko že na vratih čakal. Tako, pač on je tako rad, Rad je dajal tudi, ne? Rad, ampak tako nekako se mi zdi, da je podoživljal to, kako so oni, pa niso imeli takrat za jesti, pa to, Razumem, ja. Maja, kot otrok si se zagotovo tudi srečala že kaj kmalu z njegovimi ilustracijami. So mogoče te ilustracije tvoje, mogoče ta nek prvi spomin na očetovo delo? V kolikšni meri so tudi te njegove ilustracije tudi vplivali, da si sama konec koncev potem postala ilustratorka? Ja, ne vem, to je bilo nekaj tako samoumevnega, kot je za nekoga drugega. Pač te ilustracije so bile del, bom rekla, interierja. Tako kot mi se dostikrat ceniva, tudi ve, On je postavil zvečer kakšne stvari, ki jih je naredil, mi smo to čisto premalo cenili, ker to bilo skozi in, Skoraj samo ja, tako da ne vem, ja, čist, seveda si pogledal, ampak to je bilo del, tako kot hrana, so bile tudi te slike tam, koliko so lih njegove ilustracije, recimo, zelo se je pazilo, da jaz ne bi stripov dobila v roke, takrat so bili stripi tako zelo, pa mislim, da je bila to bolj mamina ideja kot pedagog, da nekega vizualnega spomina ne razvijaš, ko bereš, ker ti imaš že, to bilo takrat nekako v modi, tako to. Predvsem je pa nekoč sem odprla omaro in odkrila ta kup marink, teh, ker jih je nekdo prinesel in niso ta kič, pač se pa to ne kaže in to, pa so mi jih dovolili, Marinka pomaga mami in vse to. Je pa zanimivo, da sem že odrasla, srečala pa Marijo Lucijo Stupica, ki je imela zelo podobno izkušnjo z Marinko. Tako da ne vem, če bi pa Marinka bila okrog, kaj bi postala, mogoče stevardesa. Ja, super. Maja, kaj pa meniš, zakaj so ravno Ivetove ilustracije ob teh dveh njegovih bolj poznanih opusih, slikarskem in grafičnem, postale malo bolj manj poznane?
Kljub temu, da so se pravzaprav cele generacije že od malih nog srečevale z njimi. Misliš, manj poznane, ker knjige so bile poznane, ne? Ampak tudi ni bilo tako, zdaj imamo veliko prakso razstavljanja, prodajanja originalov, vse to. Res je. To je čist drug odnos, če si videla te njegove originale, ilustracija je taka, spodaj pa s takim kemičnim svinčnikom napisan 10 cm v tiskarno. Ne? To ni bil noben odnos, niso niti vračali, niti to ilustracija bila. Sploh je pa fascinantno, kako resno in kako fajn je delo te ilustracije, pa je treba vendarle poudariti, da to njemu ni bila primarna želja. To je šlo, pa ne samo pri njemu, tudi vem, da pri Civhu in ostalih, predvsem za preživetje, ne? Za denar. Večkrat je rekel, je tudi mogel ilustrirati. Ne? To ni pol šele s temi pravljičarkami, se začne ta ilustratorski imidž, bom rekla. Kaj pa bi recimo, torej zdaj glede na to, da si sama tudi profesionalna ilustratorka, mogoče v Ivetovem tem ilustratorskem opusu izpostavila? Ali pa kaj mogoče še tebi zelo blizu, ljubo? Ali pa... Meni je to, kar je ta ob džunglah obravniku, no, tam je mladost v džungli, ker pač verjetno tudi zaradi tematike. Pa top knjiga za mene njegova je pa ta Planinova Jugoslavija. No. Tam noter je pa dejansko vse. Ne. To si še pa verjetno bila premlada, ne, da bi spremljala... Ne, tega se pa jaz ne spomnim. Ja, samo da. No, poleg tega ilustratorskega opusa je pa seveda bil Ive tudi konec koncev eden redkih morda slovenskih umetnikov, ki se je res konkretno posvečal tudi freski in to dediščino nekako prenesel tudi nate, ki si morala bolj ali manj prisilno celo počitnice, ne? Pomagati pri freskah. Morda kako si se potem recimo vseeno tudi ti odločila, da nadaljuješ to pot, glede na to, da je to kar ena res taka posebna tehnika, tudi fizično naporna, ne nazadnje. In kaj je mogoče Iveta tudi pritegnilo ravno pri tej tehniki, da se je toliko posvečal? Ja, njega po moje je ravno ta odnos, ko smo prej govorili, no, do te odnos do podeželja, do te rodnega ekosistema, no, bom rekla, da si želel nekako postati, pa bom rekla, da tle mogoče neviden del, no, da ni se hotel prav s temi freskami na znamenjih, pa to, da je vse je dal in naredil točno tako, kot je to on sam, ampak da je nekako hotel prav se integrirati noter, kot da je to že odavno tam, nekako tak, da ne bi okolice zmotil. En tak občutek imam, no, ker je vedno raziskal, pa sem jaz to tudi povzela nekako, ne, ti tradicionalni, kaj je tam že prej bilo, kako se to zdaj to na nov, ne, da bi nekako onečastu, kar se mogoče zdaj kje dogaja, ta spirit, ne, ta mir, ne, ki ga ta okolica ponuja, no, nekako tako. Jaz sem bila prisiljena, jaz sem hotela čez počitnice delati v hotelu na recepciji, pa sem mogla delati freske pač, ker se je izkazalo za pametno odločitev. Šla sem skozi vse faze vajenca, seveda sem hvaležna danes za to. Mogoče nisem hvaležna v tem smislu, ker njega freske so ga blazno težile, blazno odgovornega se je čutil, a ne, normalno teh stvari ne moreš ne popravljati, ne sneti potem. Njega je to, on je bil že tedne prej živčen,
jaz sem potem nekako tudi to živčnost povzela in sem rabila leta, da sem nekako pač vzela to kot nekaj, kar koncev je le kup peska in ne, da ni to nekaj tako. In recimo, pač s tem se zdaj ukvarjam, verjetno ne pristopam, razen tehnološko, ko sem ta kamne Lehnak uvedla, nekega drugega pristopa nisem, pa se da, ne, ampak sem se kar odločila, da razvijam v tem, dokler bo šlo, no, v tem starem. No. In kakšno je bilo sodelovanje z Ivetom pri freskah? Mislim, da imaš kar nekaj zanimivih zgodb tudi. Ja, mislim, začeli se je že pri izdelavi kartona, ki ga danes damo printati na 1:1. Nekoč smo pa pač delali najprej z rdečo barvico mrežo in že to je bilo 2 dni, da sem naredil orank mrežo. To je bilo sploh delo vajencev, tudi moj bratranec slikar Gigo Debreja je večkrat pomagal. To je bilo res zabavno, ker on je imel seveda nenadkriljiv občutek za humor in smo se res zabavali pri tem. Rad je poslušal tudi, on je rad poslušal opere, drugače pa takoj zatem pa Slaka in predvsem Slaka, no. In tudi je rad imel na radiju to in čim je šel on ven iz prostora, sva midva z bratrancem zamenjala postajo in to je bila cel dan igra, kdo bo koga. Preden je seveda tisti drug pogruntil, da je druga muzika, ne. Tako da, ja, veliko smo se tudi pogovarjali, seveda, tudi o umetnosti, nekako on je izpostavljal, čisto, risba mora biti čista, jasna in odločna, kot je bilo tudi prej rečeno, ilustracija, ne, ta stilizacija in vse to. No, veliko je, ki pa to, mislim, da je to celo od Stupce ali nekoga, čigav je ta, ti bi bolj vedel, risba mora biti čista, jasna in odločna. To je bilo, no, v glavnem, pač zelo smo se zabavali, no. Čeprav smo bili, je pa res, da kad ti delaš 3 dni od 5 zjutraj do pač teme, se ta nekak humor še stopnjuje, ker si tako zmatran, da je vse smešen in smo bili že prav v nekih ekstatičnih stanjih, pa včasih, ja. Prvi dan še ni tako, pa zmeri bolj. V bistvu, Maja, ti si prvič sodelovala pri Poljanski vstaji z njim? Ne, nisem že kdaj prej, ampak ja, da smo. Ta bo težka, ne? Ampak jaz seveda freska, ne? Tam je všeč. Ja, pa sem pa na Dražgoško bitki. Sodelovala sem tudi pri Dražgoški bitki. Odlično. Tam sem jaz že, ne spomnim se točno kje, ker sem že, ampak tam pri Poljanski vstaji sem že samostojno ta napis lahko jaz naredila, ker prej sem imela pa samo še dovoljenje za prinašanje vode, pranje čopičev, pa pol tudi mešanje barv, ne. Da sem jaz namešala, mu dala vzorc, ne, to ne in tako, ja. Maja, kako pa je bilo v bistvu to Ivetovo sodelovanje pri teh različnih javnih spomenikih? Zdaj, glede na to, da imamo res občutek pri teh spomenikih, pri katerih je on sodeloval, bodisi torej freska v Poljanski vstaji, mozaik v Dražgošah in tako naprej, nenazadnje tudi ta recimo zanimiv spomenik, partizanska kolona v bivši stavbi Slovenija lesa. Imam občutek, da v vseh teh mozaikih, freskah, javnih spomenikih, tudi nenazadnje mozaiku v Državnem zboru, ne, vse odseva vseeno neke ali njegove osebne izkušnje, nekovo
neko zgodovino, del katere je bil tudi on sam, a je pravzaprav dejansko se na podlagi tega tudi on odločal, da bo sprejel tista naročila za javne spomenike, del česa se je on nekako osebno tudi odločal. Mislim, Jaz ne vem, recimo, nimam podatka, kaj vse je zavrnil. Mislim, da bi zdaj lahko relevantno govorila. Siguran je pa ta naročila, pri katerih je sodeloval, mislim, pri teh dogodkih, ki jim je bil spomenik namenjen in je pri njih sodeloval, je siguran sprejel z eno večjo, ne vem, naklonjenostjo kot neko XY temo, čeprav recimo je delu tudi je prišel en gospod iz Sarajeva in naročil eno ogromno sliko Igmanskega marša, kjer nisva sodelovala. No, in tudi to je naredil, se mi zdi, z enim enakim odnosom. Na ta vprašanje jaz ne bi znala odgovoriti. Razumem, ja. Dobro, zdaj glede na to, da smo na razstavi tudi Iveta izpostavili s tem njegovim angažiranim delom, društvenim sodelovanjem in tako naprej, kako si pa ti spremljala to njegovo, bi rekli, na eni strani umetniško ustvarjanje, na drugi strani pa to njegovo drugo plat, se pravi tega družabnega človeka, angažiranega, kulturnega delavca, ki je bil res vpet, ne nazadnje, v Škofji Loki, tudi v nacionalnem smislu. Kako si ti doživlja mogoče te dve njegovi plati? Ja, sej, že kot je bilo prej rečeno, je to bilo do leta 65, ko sem najbolj 65 sem jaz rojena. Tako da je takrat bilo tega mnogo manj. Jaz se edin spomnim recimo sestankov, ustanovnih sestankov Združenja umetnikov pri nas doma, ko so pač prišli umetniki in so se tam, in sem jaz mogla pač ven iz dnevne sobe. Drugač pa vem, da je zelo rad, mislim, sodeloval, jaz se je tudi trudil pri razstavah, tako, ampak nisem toliko spremljala tega, oziroma nisem občutila zdaj tako, zdaj ga pa ni doma, ker se družbeno organizira. Super. Jaz bi še tukaj zdaj, Nives, tebe vključila malo in sicer Iveta, prvi spomini na Iveta v bistvu so približno pri 6 letih, če se ne motim, ne? Malce morda nam opiši te prve spomine, ki so bili tudi zagotovo zelo zanimivi, sploh povezana ta zgodbica, da ti je celo risbice popravljal. Ja, to je bil pač moj prvi stik je bil pri mojih 6, ko se je rodila moja sestra in pol. Jaz mislim, da so vsi trije moji starši tako zelo lepo speljali. Sem bi kar vsi trije in Ive je v bistvu mene takoj vzel za svojo. Jaz sem danes razmišljala, da takrat, ko smo ga imeli, sej smo ga cenili, sigurno, ampak dostikrat prišla do spoznanja, da nismo imeli samo belega kruha, ampak kar potico ves čas v sebe. In pač Ive, ta odnos do mene in do vseh otrok, on je imel vse otroke zelo rad. In zdaj ob tej razstavi je celo nečak Tomažev en dan povedal zgodbo, ki je bil star 5-6 let, ki je bil v živalskem vrtu in so prišla v Hivetu, sem prišla z njim v Hivetu in je povedal, da je videl žirafo. In mu je Ive tisto žirafo risal po pripovedovanju Aljaža, kakšno žirafo je videl. In je Aljaž še zdaj prepričan, dolgo časa je bil prepričan, da je Ive narisal tako žirafo, kot mu je on opisal. In v bistvu on je res znal z otroci in zelo rad je z otroci bil. Tako da je tudi mene seveda takoj pač vzel
kot vede oče je bil, mi je rekel, pa vede dedek, kasneje bolj. In ta pač moj tak zelo prvi močni vtis pa je bil, ko sem narisala v šoli eno risbo in jo nisem dokončala, pa je ostala na mizi in zjutraj, ko sem ostala, je bila tista risba čez mojo, lepo s tistimi njegovimi črtami popravljena, da sem pol 5 dobila. In takrat me je tudi naučil, je rekel, ne smeš takole fadljati, je rekel, ne fadljaj, tu moraš črto potegniti. Tako da je tudi mene kaj naučil. No, in v bistvu ta ilustracija se je potem tudi prenesla v pravzaprav pedagoške pripomočke, učne načrte, delovne liste, ki jih je tvoja mama, Sally Debreja Šubic, v bistvu pripravljala za 1. razred. Ti si to tudi, ker mislim, obe sta nazadnje to spremljali, bi se dalo to opredeliti kot neke vrste tudi Ivetov angažma na tem področju? Čisto sigurno, seveda. Jaz mislim, da tle sta bila oba. Mami je sigurno imela že tudi prej izdelan nek okus. Mogoče je tudi njena mama poznala nekaj umetnosti. Konec koncev se je ta zgodba, ko je mami dobila dekret kot učiteljica leta 1957 v Tolminu, da mora pač v Poljane na Škofjo Loko, je mama rekla, veš, tam so pa slikari Šubic. Jaz sem videla v Parizu pred vojno, je bila v enem muzeju sliko to pred lovom. Tako da je mami dala popotnico, ki je šla v Poljane, v kakšen kraj prihaja. Mislim, da je tudi mami imela že nek izdelan okus, odnos v bistvu do ilustracije umetnosti. In so se te dve poti lepo združile. Da je pa mami bila tudi sigurno dosti inovativna v stvarih, ker je na prvih učiteljske delala te učne liste, mogoče manj zato, ker je bila rada stvari poenostavlja, ker rečejo, da leni ljudje imajo največji izum in imajo nekaj poenostaviti in je dela in je seveda zvečer si skicirala tist Ive, je pa narisal te slikopise recimo in pa se je tu nadaljevalo vse te abecede. In ko so hodile inšpektorice iz Zavoda za šolstvo, so pri mami videla vse izdelane, v bistvu v nulo te izdelane učne liste in je kar nekaj teh učnih listov potem so pobrale in so se kar nekaj so bili osnova za učbenike. Učim se brati in pisati. Tako da to je pa sigurno ta njuno sodelovanje. Meni se zdi v tem delu še posebej fascinantno, v bistvu, da je Ive celo za vsakega učenca posebej v razredu pripravil komplete ilustriranih abeced, celo delovnih listov. To je res kar zanimivo. Ne vem, je potem to ostalo tem učencem ali vem, da nekaj kompletov imata vidve. Iz generacije v generacijo je šlo. V razredu je to, bilo je narejen za pač 25 učencev in je ostalo v šoli, niso to otroci nesli domov. Kar jim pa je ostalo, je pa spominske knjige, ki so jih nosili učiteljici, da nariše, je pa ona samo njemu dala. Tako da to pa ima marsikdo pač original njegov spominski knjig. Pa se v bistvu podpisal? To sem že parkrat rekla, to je bila zelo zanimiva, sem že v Poljanah izpostavila, ker to je bilo kar nekaj let, so bile te spominske knjige moderne. In so seveda učiteljci Seli so strašno radi nosili, zato ker so vedeli, da bo Ive not narisal. In bi bila lahko zanimiva razstava v Poljanah, ker bi sigurno veliko ljudi te spominske knjige zanimivo, tako da, Pohiteti bo treba. Res je.
No, obe pa vaju je Ive res izredno navduševal za naravo, z gozdom, z gobami in podobnimi stvarmi. Ampak ne, Ive, mislim, čist zares, ne, Ive je zagotovo imel nek poseben odnos do narave. To se zagotovo čuti tudi v njegovem ustvarjanju. Kako pa je potem to želel prenesti na vaju, oziroma kako mu je uspevalo to prenesti na vaju? Vem, mislim, da smo mi kar cela družina živeli. Sigurno nam je privzgojil en zelo pozitiven odnos do narave. In do vsake drobne rožice, no, ki je šel na sprehod, oziroma teč, on je bil eden prvih, ki je tekel, ki je bil malo smešen. Takrat in je z vsakega teka je tako v bundi not prinesel mečken telovšček, eno drobno rožico, nikoli ni bilo velikih pušljicov, ampak te drobne stvari, do ptičkov, ki so bili okrog hiše, smo mogli pač in ob teh praznikih, ki se ptički ženijo. To je bilo sigurno. Ampak zdaj sem se pa še spomnila, kljub temu, da smo pri naravi, ena, če bomo pa do športa prišli, ampak vsaj smučemo. No, pa. Mogoče bi pa jaz tu rekla, da pa naravo cenil pa to naravo tlele. In je fascinantno tudi zaradi to, ker je na ilustracije tako dobro naredil, ker njemu je bilo pa vse, kar ni bilo, tukaj mu je bilo pa tuje, da bi se on nad neko palmo navdušil, to pa ne. Mislim, res ne. Tudi že morje tako, vse prav ta vsak dan okrog hiše, kako se spremenja narava, to ga je zanimalo. In ta tle, nič, da bi ga zanimalo, kdaj kakšno eksotično rastlinjak. Tudi ni želel kaj potovati, ne, pravzaprav na to. Nikakor ne. Ja, no tukaj v bistvu ni sem se hotela potem navezati tudi na to njegovo ljubezen do športa, ker seveda narava, ne nazadnje, on je zelo rad tekel, ne, in predvidevam, da je tudi šel teč naravo, ne nazadnje tudi smučal, cele generacije poljanskih otrok tudi učil smučanja, ker je imel eden prvih tam celo to najbolj sodobno opremo. Kako sta pa vidvi potem to njegovo ljubezen do športa, sta tudi kaj odnesli od tega? In vas je. Ja, Ive je bil sigurno tudi vaški animator in učitelj. Mi smo hodili, po končanem pouku je šla cela vas pod Iveta, se je rekla. Ne? Tam pod našo hišo še ni bilo teh novih hiš, tisti breg, in tam je bilo cele polane. Vsi smo imeli tudi smuče, pač smo štamfali in je imel pač prostovoljno smučarsko šolo in je v športnem društvu je animiral od tega na smučeh do Golave, tako da je v tem smislu sigurno kraju nam itak, ampak tudi kraju zelo velik dal. Ampak, ko smo pa pri športu, je pa strašno rad imel seveda tudi nogomet. In pri nas v nedeljo, ko so bile tekme, je on ilustriral in po radiju so se poslušale nogometne tekme, ker še ni bilo televizije. In ko je bilo eno nogometno prvenstvo, ne vem, Maja je imela po moje 2-3 leta, zdaj je treba pogledati, kdaj je to bilo, je mami na skrivaj kupila televizijo in eden je prinesel tisti dan, ko se je začelo nogometno prvenstvo. Tako, ko je zdaj leštihtate. To je bila taka neizmerna sreča, da je on dobil televizijo, da je lahko nogomet gledal. No, fino. Zdaj smo že malo omenili pri tem športu, ne, da je res, torej ne samo, da je učil mladino, ampak tudi sicer se mi zdi, da vaš dom v Poljanah je res bil neko središče, državno pravzaprav središče. V tistih časih res mnogi umetniki, ne nazadnje tudi znanstveniki, glasbeniki, eminentna imena se pravzaprav pojavljajo v tem središču na nek način. Kako sta vidvi to spremljali? Tudi konec konca sta imele spominske knjige.
ne, da so potem ti gostje kaj napisali, narisali, koga se morda tako najbolj spomnita, kdo je morda večkrat prišel, koga je morda bil Ive še posebej vesel. Kdo so bili torej ti ljudje, ta imena? Ne vem, časi so bili drugačni, ampak ta mobilnost ni bila taka velika, ampak pri nas je res bilo ves čas veliko ljudi, zlasti čez vikend, iz sveta umetnosti, pa tudi glede na to, da je bil naš sosed Milan Osredkar iz inštituta Jožef Štefan, pa še neki v Polanah, podobnih ljudi z neko zanimivimi poklici. Je bilo pri nas res družabno središče. In je Ive, pri nas je bil pač ta Ive in mami sta bila očitno nek medij, da je bilo srečališče. Težko bi zdaj vse naštela, ampak od slikarjev do znanstvenikov, vsega. Ive pa mislim, da je bil zelo neposreden, da ni imel nobenega, spoštoval je vse ljudi, pa nobenega tazga respekta pred kakšnimi tako da je bil pač tak človeški odnos do vseh ljudi, tudi do kmečkih ljudi okrog. Tudi velikokrat je pomagal sosedom, ne, pri kakšnih kmečkih opravilih, tako da. Ja, to je kosil pa vrantelo. Marko, kako se pa ti teh družabnih srečanj? Jaz sem si pa laser pulila, ko sem videla, to so bili pri nas, ki jaz pač nisem vedela. Marija, ne, ki bi lahko iskala, pa kaj bom takrat, ko sem bila, ampak ne vem, Vitomil Zupan, ko sem pol čist dol padla za njegove knjige, ali pa Bor Gostiša, recimo, ne, češ, to tudi mi je zelo žal, ko vem, da je bil pri nas, pa ne samo, recimo spomnim se, da se je zelo rad je bil, če je prišel Ivan Seljak Čopič, to se je zelo veselil, pa rad je imel, pa Rijevca, Cijuha, seveda z njim sta bila tako, ampak seveda se je enih veselil bolj od drugih, eni so prišli, pa tudi ni imel dostikrat časa, tako da on je postregel, pa je pol delal naprej, ker ni imel, ker res je bilo veliko ljudi, no, tu bi lahko sam sedel pa klepetal. Se to, kako je on v bistvu uspel časovno vse to pokombinirati, veš, to njegovo delo, ki mu je moral biti vseeno, moral biti skoncentriran, fokusiran na to, da je naredil stvari, na drugi strani pa to družabno življenje, ne? Predvsem ob večerih, ne, se je verjetno... Ja, ne, skozi. Je pa nekako že pol vzpostavil, da dopoldne on... Zelo je bil discipliniran. On je bil pa res, ja, tako da ni bilo, imel pa po kosilu kratek počitek, športu, tretjo vse. Pa najprej je zjutraj pa najprej vse pospravil, mislim, vključno z mojo sobo, da je lahko sploh delal, že. To bi lahko bilo vprašanje, kako je lahko v pospravljanju še delal brez ljudi. Ne, se jaz mislim, se ni bilo tako grozno, ampak motil ga je vse, če bi tudi moja soba, ki je bila zaprta in daleč, a ne, da ni pospravljena. Okay. No pa vendarle, če mogoče se še konkretno kakšnega imena spomnita, iz teh srečanj, nenazadnje tudi Alenka Gerlovič, recimo Igor Torkar, Branka Jurca, Ivan Potrč, Cijuha Vidic, ne, potem. Alenka Gerlovič sta bila zelo dobra prijatelja. Ona je prišla, še dostikrat spomnim, tista naša težka vrata, pa ne bom zdaj ponovila, ki je odprla, ne, lahko rečem, Ive, Korba, gesi! To sta bila taka
tle lahko pač. Mi smo zdaj na drugi strani, ne tako, ker Nadja je prej rekla, vi lahko govorite, vi morate govoriti o Šubic, pa Ive Šubic, mi smo pa sproščeni. Ne, Ive je tudi zelo rad predelal primke, no, ki si omenila Alenko Gerlovič, on jo je preimenoval do kolenka Jebovič. Ampak to je ona vedela, tako sta se pogovarjala. Mislim, imena, kako vem. Imel je tudi res smisel za humor, se mi zdi. Milan Butina recimo je bil tudi en tak prijatelj. Ja, točno. Je zelo zanimiva atmosfera so bile, nekaj je prišla Alenka Gerlovič, to je vse ali pa Melita Vogštih. Ja, to sta bile zelo podobna energija obiska. Ne vem, če je prišel pa, pa recimo Makuca je imel tudi zelo rad, ne? Pa Zelenko ta. Ja, to so ga pa jaz ne spomnim. No, jaz se spomnim, kadar je Zelenko prišel, je hotel z žepa denar potegniti, da bi mu plačal eno prešo, ki je mu Ive dal. Pa Ive rekel, je že v redu. In leta, kadar je Zelenko prišel, je rekel, Ive v redu. No, in iz tega sta potem nastali tudi ti spominski knjigi, ne? Ki jo še vedno hranita. Kako je v bistvu prišlo do tega? Sta se vidve sami spomnili tega, da bi to spominsko knjigo potem dali tem ljudem v podpise, pač, da nekaj ilustrirajo? To se je Seli spomnila. Jaz se dobro spomnila. Se spomnim tudi, ena kolonija je bila na Ravnah na Koroškem, ki je Malež bil še in je on od svoje hčerke Travice, pa niti Travice tam ni bilo, dajal njeno spominsko knjigo slikarjem. To se, midve sva vendarle, te ljudi vse srečale, midve sva jim dale to spominsko. Tam se mi je zdel pa hecen, da je tista Travica, pa že sploh je imela taki ime, da se mi je zdel, kakšna Travica, pa ima spominsko knjigo, pa tlejo ni, V glavnem, ampak to je bilo kar zgleda je bilo kar Flori Soblak, ki je napisal bolj noter Travici Otava. Otava, ja. Ja, in so bili zelo srčkani, ker z enimi smo se komaj tako, smo bili res, Ivan Minati je tako napisal. Niko Grafenauer, ki je bil pa pač večkrat pri nas, so pa prišli štirje skupaj, mislim, da je Aco Mavac, Ivan Minati, Niko Grafenauer, pa Ivan Selek Čopič, že pijani iz Idrije. In je narisal je Aco Mavac tak avtoček, pa noter 4 strele. Pa Niko Grafenauer je pa napisal pesnik Niko avtovozi, iz Idrije so prišli, pesnik Niko avtovozi, tam po serpentinah kroži, ko gostilna se pojavi, pesnik Niko koj ustavi. Ta je bila pa bolj tako, pa vem, da mi Milan Butina je meni napisal, če se boš preveč v špegu gledala, hudiča boš zagledala, pa je pol še enega hudiča. To so, eni so bili pa samo pač podpis, ne vem, od pač različnih, Tone Pavčak je bil tudi zelo, najbolj zmeraj bo tako maj zlomljeno nogo, nekaj tako, to je prav, ko smo bili bolj osebno, so zelo lahko loči. Ziva, tam sta bila ja, Pavčak pa itak. Mislim, da je ravno ena od vaju omenila, da sta se nekako dobro razumela ravno zaradi tega, ker sta bila oba človeka zemlje. To se mi zdi tako zanimiv. Pavček bi bil lahko regionalistus literarnega pisma. Ja, res ja. Dobro. Maja Nives, nekako proti zaključku tega prvega dela, te druge okrogle mize, prosim pa še za eno delitev misli, verjetno težko vprašanje, ampak vendarle, kdo je bil Ive Šubic?
Ja, zame je bil predvsem res oče, jaz ga kot še danes ga ne morem gledati kot še danes se moram potruditi in ločeno pogledati njegova dela. Prav sest se moram, mislim, prav s tem namenom, ker je bilo res toliko me obkrožali tudi ti javni spomeniki pa to, ne? Da nekako ga kot slikarja blazno spoštujem, na novo odkrivam ravno, odkar sem pač šla na to pot, itaka, ne? Sem mogla, je bilo zame to zelo na novo treba redefinirati stvari. Potem pa, predvsem pa kot očeta ga vidim nekoga, ki ne vem, najbolj mu nisem znala biti dosti dobra hči, no, ker nekako človek, ob katerem se še danes v misli nanj ga počutim varno. Še danes, če mi je hudo, grem na pokopališče, pa ga prosim za pomoč. Nekaj, kar bo vedno ostalo in s katerim imam zdaj, koga pač ni, en tak odnos in vem, da ga imajo tudi drugi in vem, da ni dal samo meni pa nam, ampak da je dal kukar je lahko, ker je bil res širok, pa to človek. Ja, jaz v bistvu bi mogoče tudi sam to človeško plat, konec koncev o slikarstvu so strokovnjaki govorili, ampak on je bil tudi prej, ko smo začeli govoriti, ki je bilo toliko strokovno, pa nek šubica, nek slikar v neki oddaljenosti, sem imela tak neprijeten občutek, da je to neka oddaljena stvar, kako, če Ive še toliko živ med nami, čist ves čas in nekako sploh ne morem sprejeti tega, da se tako v neki oddaljenosti o njem govori, zato ker je on tle in ker nam je dal zelo veliko te človeške note. In tudi zdaj mi je, ko smo govorili o vseh teh znanih, pomembnih ljudeh, ki so se okrog njega gibali, je on imel enak odnos do predmošenčkovega Lojza, recimo Hlapca v sosednji kmetiji, ki je bil celo malo pač zaustavil človek. In je do vseh ljudi okrog sebe imel en tak človeški odnos. To se mi zdi, recimo. Super, hvala. No, nekaj zagotovo tega človeškega pa je bilo tudi v njegovih ilustracijah. Gospod Gvardjančič, vi ste se z Ivetovimi ilustracijami srečali v bistvu kot otrok. V bistvu je to bilo vaše prvo srečanje, ne, z Ivetom Šubicem. Do te mere so vas te ilustracije nagovorile, da ste jih celo prerisovali. Kaj je bilo tako zanimivega v teh ilustracijah, da so vas tako pritegnile? Ja, če dovolite, bi najprej uvodoma zelo pozdravil, da smo se ponovno spomnili na Iveta Šubica. Jaz sem že večkrat povedal, da so Šubici vsi povrstne, eminentni slikarji, vsi povrstne. Ive mi je bil pa še sploh blizu, predvsem zaradi tega, ker se, kot ste rekla, se sem jaz z Ivetom prvič srečal in z njim pogovarjal preko ilustracij v Cicibanu. Ta Ciciban je bil, ko za nas otroke tedaj kot sveto pismo. In smo tisti gledali, jaz z začetka sploh, mislim, ker nisem bil ne vem kako dober bralc, ta prvi tednega in med drugim tudi vse ostale ilustratorje v Cicibanu spremljam od, kot sem že rekel, Srdejev, do nekatere so bili Piščanc, pa tako naprej so bili že danes omenjeni, vsi že pokojni, žal. In jaz sem z Ivo tam pogovarjal najprej preko teh njegovih, za mene tedaj odličnih ilustracij. Z njim sem se razumel predvsem zaradi tega, ker sem tudi jaz iz tega ruralnega okolja, kjer smo, med drugim smo tudi jaz mogel krave za soseda peljati past,
Ne, in to je Ivo imel vse v svojih ilustracijah. In jaz sem z njim pogovarjal že tedaj, ne. Mislim, jaz sem že star, ne. Mislim, da njim benga tukaj starega. Tako da moramo reči, da je Ive Šubic naredil takoj name velik vtis, tako da pol kasneje, jaz sploh nisem videl tle doma, ne. Jaz sem ga videl skozi knjigo, skozi ilustracije. Kasneje sva se pa midva srečala večkrat in jaz sem imel še vedno tisti prvoten vtis o Ivetu Šubicu. To je, on mi je ogromno povedal, ne, ogromno tega, kar sem jaz že sam podoživel in ko si videl to na tak način prezentirano v nekem zapisu, sem ga jaz, moram reči, skozi to spoštoval. In kasneje sem jaz pol, ker smo se srečevali že v samem združenju, so se, moram reči, močno zbližala. Tako nisva bila nikoli, ne vem kako, da bi rekel, en do drugega, ker sva bila pač oba slikarja, sva se vedno pogovarjala o takih čisto splošnih zadevah. Ampak zdaj, ker je to vprašanje prišlo na to, se mi zdi, da pač to moram poudariti. On je bil odličen risar, dober ilustrator, tako da ga v bistvu spoštujem tudi skozi te njegove ilustracije, ki so mi več povedale, saj tedaj, kot pa njegovo slikarstvo kasneje, ki sem ga začel spremljati pravzaprav kasneje, ne. Predvsem tedaj, ko sem začel pač te šole risarske obiskovati in tako naprej. Jaz se znanem s tem, da je to moj Landsmann, kot bi rekli Nemci, ne. To je človek iz mojega okolja, ne. In zato mi je bil v tem smislu še posebej bliz. To so moje prvo srečanje, sem bil tudi eno od njegovih, bi rekel, prvih plagiatorjev, bi lahko rekel. V bistvu pa ne gre za plagiat, gre za kvečem za nekoga, ki ga je to zanimalo, sem začel njegove ilustracije prerisovati, ne. Tako bom rekel, zelo pošteno bi se rekel, ker v tistih letih še nisem znal to, mi je pa to privlačilo in sem jaz kar nekaj njegovih risb, bom rekel, prerisal, ne. Nekaj prepovedenega iz vidika bom rekel, originalnosti, ne. Jaz sem njegovo originalnost čutil skozi te njegove motive, skozi predmetno, bom rekel, skozi vsebinsko, meni blizu življenja, ne. Gospod Simon, ste se tudi morda vi najprej srečali z njegovimi ilustracijami, morda kot otrok, namreč ne nazadnje, vaš oče, Tone Mlakar, je bil tudi Ivetov prijatelj. Imate kakšne spomine na ta srečanja vašega očeta z Ivetom? Ive je tudi po načrtih vašega očeta naredil svoj atelje v Poljana. Skratka, malo mogoče te začetne spomine, če nam opišete na Iveta Šubica. Bodi si torej preko njegove umetnosti, bodi si preko druženj. Preko umetnosti je tako, kot je Herman povedal, smo gledali Ciciban, to je Ciciban smo imeli vsi otroci zelo radi, ker če ni bila taka poplava nekih tiskovin in teh vizualnih zadev, kot je danes, tako da seveda Ciciban je bila za nas otroke zelo pomembna stvar. To je eno, seveda jaz nisem tam vedel za nobenega ilustratorja, gledali smo pač ilustracije, ampak če zdaj pomislim, seveda se še dobro spomnim tistih konkretnih ilustracij. Ne. To je ena stvar, drugo pa, dobro smo bili tam velikrat na obisku, bili smo zelo lepo in prijazno postreženi. To je to. Super. Zdaj, glede na to, da sta oba bila tudi predsednika svoj čas v Združenju umetnikov Škofja Loka, oba sta tudi v bistvu sodelovala že pri ustanavljanju
Kakšno vlogo je Ive dejansko imel pri ustanovitvi? Vem, da sta se umetniki tudi na njega nekako obrnili, ga vprašali, če je tudi on za, ne, da se ustanovi neko tako društvo. Ja, jaz mislim, da smo se vsi, ne sam jaz, zavedali veličine Ivota, ne. Brez da bi si to, kaj se prepodvali, ne, kaj on pomeni. On je za nas bil resnično osebnost, ker smo ga prvič skozi to, da je bil eden od, oziroma najstarejši pored Mauserja, ne, da je bil najstarejši, da je imel za naše pojme največ izkušenj in smo ga najprej skozi to spraševali, torej kot starejši slikar, in smo ga vse skozi, brez da bi, kot sem rekel, brez da bi to poudarjali, smo ga imeli zelo spoštljivo v nekem odnosu, kjer ni bilo govora, da ga ne bi upoštevali. In on je seveda to vedel, on je to čutil, domneval, no, in je to nam nekako ljubeznivo vračal, moram reči. On je bil, tako kot sta hčerki lepo povedali, tako to pošlo. Jaz sem večkrat rekel, brez Ivota, ne vem, kako bi šli skozi vse tiste obdobja začetnega ustanavljanja tega združenja, kjer smo ugotovili, da smo po sami ideji prepričani vsi. Združenje v Škofji Lok, na žalost, ali pa na veselje, jaz ne vem, je bilo premalo slikarjev, kljub temu, da nas je bilo v veliki in v večini, in je on nas vedno tako potolažil, to bo šlo in smo te njegove, bom rekel, priporočila vedno spoštovali in moram reči, da je nam Ive po tej plati zelo veliko pomenil, ne, tako da še danes se mi zdi včasih, ko je prišlo do te ideje, sem rekel, no, to je pa v redu, ne, ker na vse zadnje je Ivo bil kot naš oče, ne. Ko smo se združevali po raznih sestankih, je bil on vedno tako, ne vem, ko Jezus z apostoli, ne. On je bil vedno vsred nas, vendarle ga nismo mogli, a pa zelo težko smo ga nekako pregovorili, ne, da bi bil tudi tako po samih funkcijah v združenju, se je vedno malo izmikal, ne, ker je vedel, da to prinaša s sabo delo, ki ga on ne more več upravljati ali pa tako naprej. Skratka, Ive Šubic je bil del tega združenja vse skozi. Gospod Simon, vi ste večkrat izjavili, da v bistvu na nek način Ive Šubic je bil eminenca, ampak tega dan ni vedeti nikomor, pravzaprav bil je res skromen človek. Poleg tega pa je ravno na podlagi tega tudi zanimiva ta vaša izkušnja, ko ste prišli k njemu v njegov atelje. Jaz sem enkrat, mislim, verjetno nekaj v zvezi z našim društvom, sem bil tam. Ive je imel na mizi eno velikansko mapo, oziroma, ali pa je bila tako, kot bi bila tamle na tisti mizi, ki je ni, ena mapa. In mi pa reče, Simon, ti bom jaz nekaj pokazal. In začneva listati tisto velikansko mapo. To je pa taka mapa, tako velika, veste. Tako list po listu in jaz sem čist rekel. Zdaj, on je kazal svoj grafični opus, ki je bil zberan v tisti mapi. Jasno, da 90% tistih stvari jaz nisem nikoli videl. Za mene je bilo to tako fascinantno, tako mogočno, tako izjemno, da sem bil seveda čist paf. Ne. To sva gledala mogoče celo uro. In potem sem jaz tako malo na oblakih šel domov. In sem si mislil, da moramo nekaj narediti, da to pa
Da to pa ne gre, da je zdaj to v neki mapi pospravljeno in da nihče tega ne pozna. Kot sem povedal, večina stvari jaz nisem še nikoli videl. In potem sem letel k Tomažu Lundev, s katerim so bila takrat nekakšen tandem v društvu. Sem mu to povedal in sem rekel, Tomaž, to moramo nekaj narediti. In sva mi dva mislila, da bo najboljš, če bi društvo, da bi izdalo nek debelejši katalog ali neko manjšo knjigo. In s to idejo sva letela potem mogoče drug dan k tebi, ki si bil takrat aktualen predsednik društva, ki si seveda to podprl. In potem sem se jaz Kivetu najavil za tak uraden obisk, kar nisem sicer počel, pa nisem nič povedal, zakaj se gre. Skratka, s Tomažem sva šla na ta obisk Kivetu, kjer smo jaz ponosen, zelo ponosen, povedal, kaj smo sklenili. Češ, Ive, mi smo sklenili, da bi izdali kot en katalog ali neko knjigo z vašimi grafikami. To smo si upali zaradi tega, ker takrat, ti tiski v takrat znatno dražji, kot je danes, in meni se delo, da črno-belo pa ne bo tako hudo, da to mi še prenesemo. Skratka, ampak smo imeli pa namen, željo, da izdamo del tega, neki zbor tega grafičnega opusa kot neko knjigo. Ko Ive to slišal, je takoj začel mahati za rokami po zraku in to kategorično odbil. In to zato, ker je bilo Ivetu povsem jasno, da če bi mi to knjigo izdali, bi to pomenilo, da je društvo za leto ali še več, ali pa za 2 leta, nima nobenega denarja več. Tega pa on niti slučajno ni mislil pustiti. To se mu zdelo povsem nesprejemljivo. Skratka, Ire je to odbil in jaz sem šel malo poklapan domov. Ampak Simon, če še nadaljujeva z njegovim ateljejem, omenili ste enkrat, da vas je zelo navdušil, fasciniral pravzaprav, ne? To je fascinantno. Dajte to povedati, To temo sem jaz si zapisal, tako da bom izjemoma tole pa preberal. Ivetova izjemna disciplina. Kdo je bil v Ivetovem ateljeju, je lahko opazil, da so bila tla tudi pod slikarskim stojalom pokrita z skoraj belim tapisonom. Ali vsaj nečim podobnim. Za vse, ki vedo, kako večina slikarjev dela, je to fantastično. Ive je bil tako izjemno discipliniran, v glavi je imel tako jasno sliko, kaj in kako namerava nekaj upodobiti. Morda je imel 1 ali 2 skici v svinčniku. To zamisel je postavil na platno in naslikal. Tu improvizacij ni bilo. Navsezadnje je vedel, da lahko naredi še eno novo sliko, kjer bi bili liki razporejeni nekoliko drugače. Kot sem zvedel od Maje, je ta navada čistoče izhajala iz Ivetovega porekla. Doma so bili mlinarji in v mlinu je moralo biti vse zelo čisto. Super, hvala lepa. Slikar je vedel, da je to fantastično. Ja. In v bistvu tukaj sta se tudi strinjala, ko smo snemali intervju, oba sta rekla, da se ravno v Ivetovem umetniškem delu v bistvu zelo fino vidi ta njegova disciplina. Bi mi, ali pa nam vsem mogoče poskusita predstaviti, kako konkretno, kje konkretno je vidna ta njegova, ne vem, disciplina, da res ni improviziral in da je v bistvu to na nek način tudi del njegovega karakterja, kako se torej ta njegov karakter vidi v njegovem ustvarjanju.
Bom sam potem uštil to, ki je znal. Ne, ker imaš še več. Ampak jaz imam en par njegovih skic. Veste, iz tiste skice ti je vse jasno. Mislim, to je pa linija tako potegnjena, da nimaš več besed. Ne? Ja, jaz, če bi tukaj usporednice, kar sploh ni na meni, potegnil sam sabo, ne. Pri meni je popolno temen, poden, umazan in seveda nekako tako tudi izžarevna moja slika, kar pa sploh ni tema tega. Pač pa bi ga usporedil nekako, on je bil izjemno discipliniran človek, kljub temu, da je bil toliko človek, je bil discipliniran in to vsa njegova dela od ilustracij do slik izžarevajo, natančno to izžareval, on ni prepustil slučajnosti, mislim, ene poteze ni popustil slučajnosti. Jaz nasprotno, pri meni je slučajnost včasih izziv za naprej. On je naredil po mojem načrt za vsako njegovo delo nekje ali v glavi, ali je imel nekaj, kar pa jaz danes ne vem, nekaj zapise nekje, to tak hčerke vedeli, ker vsak slikar ima v sebi neko, ali pa pri sebi neko intimno blok, neke intimne zapise nekje hrani, ker so mu, saj tako jaz vidim, izjemno pomembni. Ne? To so zapisi, kako je to Ivo speljal naprej, ne vem. Prepričan pa sem, da je imel neki, ali je imel tako dober likovni spomin, ali emocijo tako globoko v sebi nosil, da je direktno delal to, bom rekel, to perfekcijo. Ne? In tega jaz ne vem, da morda hčerke vedela, ali je imel še kakšne zapise, ki jih mogoče ni nihče in nikoli odkril, ali kaj podobnega. Ja, imel je, to so tudi znane, ene stvari delu, on je skozi mogel risati, v bistvu skozi, če je bil svinčnik, tudi če se je čakal na kosilo, na sestanku, kjerkoli. Doskrat se pa vidi, lih na teh kolonijah, recimo, ko so bila skupaj, on je imel blok, kjer je tudi, recimo, naris, doskrat je skica, pa v fotu je še majhna, res par črt, pa zraven napisane barve. Piše okr, rjava, ono, treto, take. Ni imel pa zdaj posebej za take skice, pa za bolj dodelane. Ampak doskrat je pa teh zapisov je pa zelo velika, ki so ob tem. Jaz sem to sumil, nisem pa prijel to nikoli se poglabljal v tem, ampak da, ko o njem govorimo, sem razmišljal to, on je sigurno nekje delal neke bi rekel, jaz temu rečem zapis, skice, neke bolj ali manj še negotove dela, oziroma risbe, tako da sem sumil, da ima nekje on to, da je imel nekje pač to spravljen, če ne drugače pa v glav tako, in tako kot Simon prav, ta njegova disciplina dela se, še enkrat ponovim, se v njegovih delih resnično vidi. Pri njemu vidiš to natančnost, bi se rekel, ki je značilno za Iveta. Super. Morda, če počasi zaključimo, pa vendarle bi tukaj se zaustavila še pri eni misli in sicer, gospod Herman, vi ste rekli, da je vas Ive na nek način presegal te klasične mite umetnika, sploh zato, ker vas je zelo presenetil, ko ste ga prvič videli športati. Ja, to se že povedal. Mislim, jaz se nisem predstavljal. Vedno, mislim, koliko v vsaki stroki, eminence v neki stroki spoštuješ, zato ker veš, kako težko je določene stvari doseči. Tako kot povsod, je pa tudi pri nas. In to sem že povedal, ko sem ga jaz nekrat šel po placu dol čez, torej proti Homanu, pa šiba gor Ive z nekim trakom, pa z nekim kratkim plačam.
In se srečava, ne, pa je videl, da sem presenečen, pa mi je povedal, da včasih tudi malo teče. Ne. To je zelo presenetno, ne, ker bi rekel, človek težko vidiš, oziroma nekako ti ne gre v glavo, da nekdo, ki je dober slikar, tudi teče. Ne. Danes je to povsem normalno. V današnjih časih je pa to, ko se ljudje pač vidim, da se pravzaprav zavedajo ljudje, da nam hitro zginja nekaj in da je treba to nekako skozi sebe še podoživljati. Ena takih stvari je tudi rekreativna del. Se mi zdi, da je Ivo to že tedaj dobro vedel, da je treba tudi kaj narediti za telo. Gospod Simon, a je tudi vas mogoče to presenetilo pri Ivetu, da je bil tako aktiven športnik na večjih področjih pravzaprav? Tukaj mogo Andrej Šubic povedati, kako je Ive Šubic smučal. Ne vem, v bistvu bi bilo zelo fajn, kajti tako, kot smo mi zdaj govorili o discipliniranem slikanju, tako je tudi Ive smučal, je tako, ne? A boš prikazal? Ive, kar se tiče, pa res bi to rekel, na noben ni nikoli še poudaril, skozi govorimo zdaj o njim, ampak on je imel eno, ali je imel tik, oziroma pri njemu si veril, da je popolno skoncentriran. Aha, jezik, ja. Takrat je bil jezik, takrat si čutil, da on deluje, napolno deluje nekje zraven. Ali je šalo pripravljal, ali je vlekel črto, ali je karkoli takega delal. To svet, to je po mojem bil dvojni preklop, če je bil čisto manj, je bil jezik spravljen. No, sem pa smučena, res pa smučala kar pogolava, to je pa res, midva sva smučala eno dopoldne, jaz sem imel šolo popoldne in sva bila sama pogolava, štamfala in sva vozila. Ker pa ti poštamfaš gor, pa vsako zavoj svoj vidiš, ki si pelil, ne točno, pa sploh če sta sam dva. In on je čisto, celo dopoldne je on vozil po eni. Celo, ampak vse je lepo, on je izdeloval vsak zavoj do potankosti. Ampak skozi po tisti šoli. Recimo to, jaz sem se pol zavedel enkrat, ker sem to se spomnil, da bi tudi kazal tisto špuro, ne, vidiš, da si šel. Super. Da nekako zaključimo, zaokrožimo še to vsebino te zadnje okrogle mize danes na simpoziju, bi tudi vaju še prosila za eno zaključno misel. Kdo je bil torej Ive Šubic? Ja, meni je fantastičen umetnik, ki ga prav zdaj v tej priložnosti postavljamo, zdaj ga skušamo postaviti na neko ustrezno mesto. Ja, to je to, ne? Fantastičen umetnik. Ja, jaz bi težko rezumiral, ker nisem bil pri prejšnjih temah zraven, ampak osebno, kot sem že rekel, mi je zelo všeč, da se o Ivetu kaj reče. Jaz imam občutek, da je, oziroma vemo, škofjeloško področje kot celota, to je, bom rekel, velik bazen te vrste umetnikov. Kljub temu, da grem jaz včasih, da je to moje mesto, pa grem jaz v Medvode na kavo, ker mi bližji, ne, kot pa v Škofji Loko, ampak vendarle, jaz mislim, da je to eno mesto, ki ga v tem smislu ne moramo na tak način prezentirati, kot v bistvu je. Ne. Škofja Loka je umetniško mesto, je slikarsko mesto, sam seveda pač trendi grejo tako, da je slikarstvo vedno bolj marginalizirano. Žal, jaz sicer mislim, da ni marginala to in skozi to morda tudi izpadamo v slovenskem prostoru malo tako staromodno, kar pa sploh ni res. Mislim, da je to škoda, da ne znamo postaviti torej to našo posebno specifiko
na bolj pravo mesto, kot ga mogoče imamo. Ne. To. Super, najlepša hvala vsem sodelujočim. Tudi publiki, danes smo res Iveta Šubica spoznali iz različnih zornih kotov, tako da morda še kakšno vprašanje, mogoče kak komentar, kakšna misel. Bilo je krasno. Če ne, pa v bistvu ob koncu te okrogle mize v bistvu povabim še v žiri. Kajti ob 17. uri se v muzeju žiri odpira razstava Klekljane čipke špice na Žirovskem, pri katerem tudi sodeluje naš muzej in sicer razstava je tudi pripravila, sodelovala pri tem naša kustosinja, etnologinja Mojca Šifrer-Bulovec in ob tem je tudi katalog izšel, tako da vas vse skupaj torej povabim še danes v žiri. Sicer pa, kot sem že na začetku simpozija omenila, vsi, ki bi želeli katalog, torej danes čisto svež iz tiskarne, je na voljo na blagajni. Tako da hvala lepa vsem za obisk. Hvala.